Spoštovani, na prizorišče današnje slovesnosti prihajata namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alan Geder in namestnik načelnika sektorja za komunikacije in informatiko Generalštaba Slovenske vojske, podpolkovnik Stanislav Šantelj. Poročilo bo predal podpolkovnik Samo Flisek, poveljnik enote za komunikacijske in informacijske sisteme. To je mirno, pozdrav na dej, snov! Mir, no, časni pozdrav! Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, cenjeni gostje. Pozdravljeni in dobrodošli v vojašnici Ivana Cankarja na slovesni obeležitvi 25. obletnice rodu Zves. Še posebej med nami pozdravljamo generalmajorja Alana Gederja, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, direktorja službe za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo magistra Viktorja Sterleta, nekdanje pripadnike in veterane rodu Zves, župana občine Vrhnike gospoda Stojana Jakina, predstavnike podjetij, organizacij in ustanov, predstavnike enot in poveljstev Slovenske vojske ter vse druge cenjene goste. Prosim namestnika načelnika sektorja za komunikacije in informatiko Generalštaba Slovenske vojske, podpolkovnika Stanislava Šantla, za pozdravni nagovor. Podpolkovnik, izvolite. Spoštovani namestnik načelnika Generalštaba, general Geder, spoštovani župan občine, gospod Jaklin, sicer vas ne vidim, pa upam, da ste tukaj z nami, spoštovani vodja službe za informatiko in komunikacije, gospod Sterle, spoštovani brigadirji, spoštovane pripadnice in pripadnike rodu za zveze in informatiko Slovenske vojske, službe za informatiko in komunikacije Ministrstva za obrambo, spoštovani veterani, spoštovani bivši sodelavci, spoštovani upokojenci, poslovni partnerje in ostali gostje. Na začetku bi vam rad prenesel pozdrave načelnika J6 polkovnika Borisa Cimpriča, ki je danes službeno v Bruslu na sestanku NC3 Board. To je najvišji organ z področja zvez in informatike v zavezništvu. Veseli me, da smo se v tolikšnem številu zbrali ob 25-letnici vgradnje in uporabe prvega premičnega komunikacijskega sistema teritorialne obrambe, saj je to naš dan, dan rodu zveze in službe informatike. Za marsikoga izmed nas še vedno živi spomini na Kočevsko reko, na prevoz radijskih postaj Rakal v hladilnikih za meso, na vgradnje v garažah, pa prelete letal in stare lade nive. S ponosom se spominjam takratne volje, zagnanosti, pripadnosti še nerojeni domovini. Danes, po toliko letih, se je marsikaj spremenilo. V uporabo prihajajo vedno nove tehnologije, ki nudijo velike poslovne širine, premičnost, nove storitve. V preteklih nekaj desetletjih so računalniki, mobilniki in povezane komunikacijske in informacijske tehnologije pošteno preoblikovale naše življenje, način, kako komuniciramo,
razvijamo izdelke, organiziramo poslovanje, sprejemamo odločitve. Priča smo konvergenciji naprav in konvergenciji omrežij, pred nami je internet stvari. Zaradi finančnih težav prav veliko novih tehnoloških rešitev v Slovenski vojski ne uvajamo. Bi pa kljub temu rad izpostavil projekt KISS-PING 2, kjer nas v ječeni čaka zaključno testiranje in uvajanje v operativno uporabo. Za ostale sisteme in podsisteme pa velja, da poskušamo iz opreme iztisniti maksimum v zaključnem obdobju življenjskega cikla in čim več postoriti sami. Kljub čutnem zmanjšanju sredstev na našem področju in relativno visokem deležu odhodov iz Slovenske vojske, pa so rezultati našega dela vidni in pomembni. Doseženi so bili skupnim trudom pripadnikov Slovenske vojske, službe za informatiko in komunikacije in partnerskimi podjetji. Skupaj smo iskali sinergije in se funkcionalno povezovali. Prav je, da nekatere dosežke v minulem letu naštejem. Dobra podpora uporabnikom, KISS, kjer ključno vlogo igrajo lokalne podpore, storitveni center, tehnična podpora in nadzorni center, vsi iz sestave KISS-a. Uspešno smo podprli vse vaje enot Slovenske vojske. Vzpostavili smo infrastrukturni del ISSOC. Sodelovali smo na vajah z področja kibernetske varnosti. Delovanje sistemov, podsistemov in aplikacij je bilo znotraj zahtevanih razpoložljivosti. Zagotavljali smo poveljevanje z enotami na mednarodnih operacijah in misijah in znotraj njihovih enot. Zamenjali smo komunikacijsko opremo na ladji Triglav. Nadgradili smo sistem VTC. Izdelani so bili številni dokumenti, ki urejajo načrtovanje, delovanje in upravljanje komunikacijskih in informacijskih sistemov. Končali smo vgradnjo radijskih naprav Tadiran v bojna vozila 8x8. Veliko stvari ostaja odprtih in izziv za prihodno obdobje, med katerimi bi vzpostavil ustanovitev skupine za odzivanje na računalniške varnostne incidente MIL-CERT. Ob tem vsi upamo, da se bo trend zmanjševanja finančnih sredstev in odhodov iz Slovenske vojske obrnil v pozitivno smer. Za dosedanji prispevek pri zagotavljanju delovanja in pripravljenosti Slovenske vojske se zahvaljujem vsem pripadnikom in pripadnicam rodu Svez in službe informatike. Še posebej pa bi se rad zahvalil veteranom vojne za Slovenijo, ki so v ključnih trenutkih prispevali, da lahko ta dan danes slovesno obeležujemo. Vsem skupaj še enkrat čestitam ob današnjem prazniku. Hvala. Hvala, podpolkovnik. Današnjo slovesnost nam bo obogatil kvartet orkestra Slovenske vojske, ki je za današnjo slovesnost pripravil ljudsko pesem za naslovom Potrkan ples, priredbo pa je kar napisal Darjan Tomažin, pripadnik orkestra Slovenske vojske. Fantje, izvolite.
22. junij 1991 nam predstavlja pomemben mejnik. Vzpostavitev prvega premičnega in tehnično zaščitenega radijskega omrežja tik pred osamosvojitveno vojno je vlil veliko samozavest akterjem pri vodenju vojaških operacij in poveljovanju s poveljstvi in enotami teritorialne obrambe. Pripadniku rodu zvez v poveljstvih in enotah Slovenske vojske, med katerim štejemo veziste, informatike, strokovnjake za komunikacijsko in informacijsko varnost in tehnično osebje za vzdrževanje komunikacijsko-informacijskih sistemov. Že 25 let usmerjamo napore v zagotavljanje nemotenega delovanja komunikacijskih in informacijskih sistemov. Ob tem se trudimo slediti tehnološkemu razvoju, potrebam uporabnikov in skrbimo za lastno funkcionalno usposobljenost. Generalštab Slovenske vojske predstavlja ključnega in najzahtevnejšega uporabnika naših storitev. Spoštovani zbrani, na oder vabim današnjega slavnostnega govornika, generalmajorja Alana Gederja, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Generalmajor, izvolite. Spoštovane pripadnice in pripadniki vezistov in informatikov Slovenske vojske, dame in gospodje, cenjeni gostje. V letošnjem letu obeležujemo vrsto dogodkov, ki nas vračajo v preteklo in polpreteklo zgodovino. Mlada slovenska država je bila ohranjena v vojni. V vojni pa je ključno imeti tak sistem poveljevanja in kontrole, s katerim se lahko nadzira delovanje lastnih enot, pridobivajo podatki za zavedanje v situaciji na terenu in vodijo operacije. Brez naštetega ni uspeha. V osamosvojitveni vojni nam je to uspelo. Danes v članstvu v NATO pripadamo skupini vojaško najrazvitejših držav. In prav na področju, kjer delujete vi, je napredek in razvoj najbolj silovit. Če ga ne bomo sledili in če ne bomo ostali na tem področju primerljivi s svojimi partnerji, se ne bomo sposobni z njimi sobojevati in drugače sodelovati na vajah, mednarodnih operacijah in misijah. Nažalost, modernizacija na tem področju v Slovenski vojski nevarno zaostaja in nas oddaljuje od naših partnerjev. Da ne bi izgubili na tem pomembnem področju koraka s časom, se tudi sam vsakodnevno zavzemam na svojem delovnem mestu. Upam na boljše čase v bližnji prihodnosti, sicer bo zelo kmalu naša prihodnost v elitni družbi zaveznikov resno ogrožena. Ko vas danes, ko praznujete 25-letnico delovanja, pogledam v postroju, se spomnim naših skupnih začetkov. Na današnji dan leta 1991 se spominjamo vzpostavitve prvega radijskega omrežja z radijskimi napravami Rakal, ki je že čez nekaj dni predstavljalo prvo in osnovno komunikacijsko omrežje za vodenje in poveljevanje pri obrambi novo nastajajoče države. Kar nekaj vas je med nami, ki ste takrat sodelovali pri nakupu, vgradnji in usposabljanji za uspešno delovanje tega sistema. Zato se vam še posebej zahvaljujem. V vseh teh letih ste se zavedali, da ne smete stagnirati, ampak skrbeti za razvoj. Krivulja znanja, uporabe tehnologij in novih sredstev, ki smo jih pridobivali z opremljanjem, je vodila v tistih časih konstantno navzgor. Ste nosilci vojaške stroke v celotnem spektru delovanja. Pri našem delu ste se zavedali pomena dobrih odnosov, tako v kolektivu, kakor tudi z okoljem, v katerem delujemo. Vojaki smo tisti, ki si najbolj želimo, da nas okolica sprejme, saj smo soustvarjalci tokov in sožitja v družbi. Danes lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da ste številčno majhen rod. Vaš prispevek pa še vedno velik in zelo pomemben. Nekaj besed še o zgodbi Slovenske vojske, katere pomemben člen ste tudi vi. Pišemo jo predani pripadniki, ki naloge, kar nam priznajo, mnogi opravljamo z odliko. Ob ustrezni opremi in pogojih za usposabljanje bi dosegli tudi odlične rezultate. Sam letošnje negativne ocene Slovenske vojske ne razumem kot kritiko namenjeno predanim slovenskim častnikom, podčastnikom in vojakom. Ti svoje delo opravljajo dobro. Verjamem,
da tudi vi, pripadniki rodu za zveze in informatiko Slovenske vojske, veste, kako pomembno vlogo igrajo sredstva za modernizacijo in kadrovska popolnitev enot pri ocenjevanju zmogljivosti. Ocenjevanje igra številk in standardov, modernih sredstev, sistemov in števila ljudi, ki morajo imeti vsa predpisana, sodobna, materialno-tehnična sredstva, zaščitna sredstva, orožja in predpisane zaloge rezerv. Brez zagotovitve vsega tega je pošiljanje vojaka v boj nemoralno. Saj je možnost preživetja nizka. Tveganje in izgube pa bodo bistveno večja, kot bi smela biti, če bi bila oprema sodobna in vzdrževana. Naj zaključim. Negativna ocena Slovenske vojske ne pomeni, da nismo sposobni braniti naše države in da ne bomo ob morebitnem napadu nanjo počeli nič. To ni res. S srčnostjo, pogumom in iznajdljivostjo bomo naredili vse, kar je mogoče. Prav tako, kot smo leta 1991. Danes poskušamo preživeti z dodeljenimi, iztisniti maksimum iz opreme v zaključnem obdobju življenjskega cikla in čim več postoriti sami. Breme odgovornosti za obrambo domovine pa ni samo na naših ramenih. Ta trenutek je predvsem na rameni tistih, ki morajo zagotoviti vse potrebne vire, da bi mi naše poslanstvo opravili, kot se to od nas zahteva. Spoštovani, zaupam vaše delo in prepričan sem, da boste svoje poslanstvo še naprej izvajali z vso odgovornostjo, kot ste ga do sedaj. V prazničnih dneh, ko obeležujemo 25. obletnico hrabrih dejanj iz osamosvojitvenih dogodkov, vam čestitam in želim veliko prijetnih spominov na pretekla leta ter prijetno medsebojno druženje. Hvala. Hvala, general major. Priložnost bomo izrabili tudi za druženje in krepitev vezi, saj na področju zagotavljanja komunikacijsko-informacijskih sistemov velja, da ima komunikacija vedno dva konca in deluje samo v primeru, da je na obeh koncih vse brezhibno, kar pa je veliko lažje, če se medsebojno poznamo in smo v dobrih medsebojnih odnosih. Vse prisotne torej vabim na vojaško malico, ki so jo pripravili prizadevni pripadniki enote vojašnice Ivan Cankar in katerim se za pomoč najlepše zahvaljujemo. Hvala tudi vam, dragi gostje, ker ste s svojim obiskom obogatili našo slovesnost in počastili naš praznik. Ravno tako se zahvaljujem govornikoma za spodbudne besede. Vsem pripadnikom rodu zvez pa želim lep praznik ter obilo zadovoljstva in uspehov pri delu. Mirno, častni pozdrav! Na mesto odmor, na mesto prostor, poveljujoči prevzemite enote. Prostor! Dobar tek. Prostor! Nade, smo! To je štekev 12:30 do 13:00.